video, potem vas bomo pa povabili v minus eno garažo na otvoritev. Daška. Kakšen vtis spuščamo na okolju, ali smo za tovrstno problematiko še vedno slepi in gluhi. Ljudje najbolj potrebujemo izgovor, da se v kar 6 od 10 primerov z avtomobilom odpeljemo na cilj oddaljen manj kot 8 km. Seveda pa imamo tudi druge možnosti. Spremeniti moramo svoje navade, začeti pa tam, kjer je problem največji, v mestih. Nastavimo se ogledalo. Ljudje namreč ne obtičimo v gužvi, ljudje smo gužva. Sodobne rešitve na področju mobilnosti temeljijo na zavesti o ohranjevanju okolja in zmanjševanju ogljičnega odtisa vsakega izmed nas. V mozaiku zelene transformacije družba GEN-I Sonce svoje poslanstvo vidi v uresničevanju zelenih rešitev. Prvi korak je integracija električne mobilnosti v urbano okolje. Zgodbo pametne mobilnosti pa v bližnji prihodnosti dopolnjujemo tudi s promocijo urbane mikromobilnosti, ki jo bomo prav tako poganjali s pomočjo elektrike. Kolesarjenje je v urbanih središčih že dolgo priljubljeno, saj zmanjšuje potovalni čas ter služi kot protiutež zastojem in onesnaževanju. Izbira kolesa in drugih mikromobilnostnih rešitev pa prinaša še svobodo gibanja na svežem zraku ter pripomore k zmanjševanju stresa. Zgolj sprememba motorja pa za čistejšo prihodnost ni dovolj. Če tehnologija nosi del odgovora, se preostanek skriva v nas samih. Zavedamo se, da so spremembe težke, a neizogibno potrebne. Ponosno utiramo pot k pozitivnemu odnosu do okolja in si kot odgovoren predstavnik energetske industrije trajnostno mobilnost prizadevamo voditi z zgledom. Pa vi, ste za, da gremo na elektriko? Na kratko en uvod. Zdaj vas povabimo v minus ena. Punce vas bodo usmerjali za... Torej, dober dan, dobrodošli na današnji novinarski konferenci, na kateri vam bomo predstavili našo novo storitev trajnostne mobilnosti. Uvodno besedo predajam predsedniku uprave GEN-I-ja, doktorju Robertu Golobu. Prosim. Hvala lepa in dobrodošli vsi v naši garaži. Danes smo se namenoma odločili, da naredimo stvar malo drugače. Zakaj v garaži? Ker v garaži se običajno dogajajo dobre stvari. Vsaj v naprednih podjetjih ali pa tiste, ki imajo aspiracijo, da bojo kot taka prepoznana v prihodnosti. Naša garaža je pa še po eni stvari posebna in če se ozrete na okolje, boste ugotovili, da je v resnici prva taka, jaz mislim, da tudi edina garaža, ki ima zares večje število opremljenih polnilnih postaj ali pa parkirnih mest za električni vozni park. Vsi vemo, da so podnebne spremembe glavni izziv, s katerim se moramo soočiti. Vsi vemo, da je promet, ne samo v Sloveniji, tista točka, kjer v bistvu najbolj zaostajamo za tem, kar moramo narediti. In zato, da ne bi samo govorili, smo vas hoteli danes vam pokazati, kako mi že delamo na temu, da bomo elektrificirali svoj vozni park. Začeli smo pred letom dni, dobrim letom, s sprejemom banalnega sklepa. Noben avto v hiši ne sme več biti ne dizel, ne bencinski.
Je lahko samo električni ali pa priključni hibrid. Od takrat nam je uspelo svojo floto za več kot polovico flote že elektrificirati. In ni tako majhna. Imamo 70 avtomobilov, danes jih je v hiši bolj malo, ker so na terenu in so električni. Prisotni smo na 3 lokacijah in vse 3 lokacije, na kateri smo prisotni, smo opremljeni s polnilnicami. Na ta način smo ugotovili, da to več kot zadošča, da praktično za vse službene poti, ki jih imajo naši zaposleni, zadoščajo polnilne postaje, ki so v naši lasti GEN-I-ja. In izzivov, danes se sliši banalno, kako imeti elektrificiran park v celoti, bi ga že imeli, če bi bilo več avtomobilov na razpolago in je bil glavni izziv dobiti električni avto v Slovenijo. Ko jih bomo imeli dovolj, bomo v celoti elektrificirali. Jaz računam, da v roku leta dni bomo imeli vsa naša vozila že elektrificirana. Še večji izziv je bil polnilna infrastruktura. Zakaj? Zaradi tega, ker zelo enostavno je postaviti eno polnilno postajo, mogoče 2 na eni lokaciji, ko pa morate postaviti 10 ali 20, se pa veselica šele zares začne. Veselica, ki se ji reče uskladitev z električnim omrežjem. Ali je to nizko napetostno ali je srednjo napetostno, niti ni bistveno, v vsakem primeru je izzivov dosti. No, in na tem področju je ta projekt, ki ga v bistvu ne peljemo kot projekt, ki ga peljemo kot real life, se pravi izkušnjo iz realnega življenja, zelo dobra popotnica za nas. Ker pomeni, da vemo, kako se tega lotiti. In ker vemo, kako se tega lotiti, bomo lahko potem tudi pomagali ostalim, da izpeljajo svojo zeleno transformacijo. In zadnja stvar, na katero smo pa ekstra ponosni in zakaj smo vas v resnici povabili, to je vse samo uvod, je pa tale majhna stvar v moji roki, kartica z logotom GEN-I Sonca. To je kartica, s katero želimo vsem našim odjemalcem, ki jih zanima električna mobilnost, omogočiti, da lahko tankajo kjerkoli. Danes bi rad oznanil najprej sodelovanje z ponudnikom največje polnilne infrastrukture. Spravi, mi nismo lastniki infrastrukture, niti ne upravljalec. To je v tem primeru Elektro Ljubljana, ki ima blagovno znamko Gremo na elektriko in z njimi smo se najprej dogovorili, ker so največji. In dogovorili smo se, da lahko s to kartico naš odjemalec na katerikoli njihovi polnilni postaji polni, identificira se enkrat, od tu naprej se mu obračuna storitev na rednem računu za električno energijo. Spravi, ni treba se sekirati, ali imaš pravo kartico s sabo ali ne, ni treba se sekirati, čigava je polnilna infrastruktura, ni treba se sekirati, ali imaš dobroimetje na kartici, niti ni treba plačevati vnaprej. Dovolj je, da si odjemalec GEN-I ali elektroenergije in imaš kartico GEN-I Sonce s sabo. In praktično so večina skrbi ob soočenju z polnilno infrastrukturo je s tem odpravljena. Plus, kot rečeno, storitev se obračuna enkrat, konec meseca na rednem računu in je zaradi tega tudi bistveno manj invazivna, če hočete, in se nam ni treba z njo soočati vsak dan. Storitvijo bomo začeli na način, tudi v bodoče verjamemo, da je ta storitev taka, da ne glede na to, kje se odločim, da bom tankal elektriko, beri polnil, mora biti za mene stvar stroškovno nevtralna. Spravi, naš namen je, da ko si odjemalec GEN-I-ja ali elektroenergije, plačuješ vedno po enakih principih. Torej, vedno je osnova cena za energijo, ki jo imaš tudi sicer doma. Meni, če polniš avto doma ali če ga polniš kjerkoli drugje, strošek je primerljiv. Za prvih 12 mesecev bo ta strošek energije pri nas brezplačen, plačana bo članarina. Članarina bo 1 evro na mesec. Nočemo, da je zastonj, hočemo, da je plačilo, ker hočemo, da se ljudje odločajo za storitev, ker verjamejo, da je storitev koristna. Ne zaradi tega, ker jim jo nekdo dobesedno podari. V bodoče računamo, da bodo ljudje pozabili na ta strošek. Zakaj? Ker jim bo popolnoma vseeno. Strošek tudi sicer energijsko gledano sorazmerno majhen, ker govorimo o par evrih na mesec in v primerjavi z preostankom računa za elektriko zares nekaj, kar ne bo štrlelo. Na ta način verjamemo, da se odpravlja ena zelo pomembna psihološka bariera in to je, ok, koliko me to stane, ali bom tankal ali ne bom tankal in zakaj to počnem, ali bom tankal doma ali bom tankal kje drugje. Spravi, kar naenkrat vsi ti dvomi odpadajo in se vprašanje polnjenja in plačevanja dobesedno enkrat za zmeri odpravi iz glav naših odjemalcev. To je za začetek. Zdaj bi vam pa moji kolegi še na kratko predstavili svoja področja, ker to, kar sem povedal, se sliši zelo enostavno,
ampak kot vsaka nova stvar, ki je na stičišču različnih panog, seveda so stvari v ozadju precej bolj komplicirane in bi rad, da se zaveste te kompleksnosti ozadja, zato da imamo v ospredju rešitev, ki je za odjemalca enostavna in pa prijazna. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj bi pa k besedi povabila člana uprave, magistra Andreja Šajna, ki je zadolžen za področje informacijskih tehnologij in digitalizacije, ki nam bo predstavil tehnični del storitve. Prosim. Lep pozdrav še z moje strani. Kot rečeno, bom poskušal malo osvetliti ozadje te odlične uporabniške izkušnje, ki je moj predhodnik opisal. V bistvu na GEN-I-ju, v skupini GEN-I spremljamo elektromobilnost od njenega začetka in opazujemo oziroma opažamo, ugotavljamo dve fundamentalni razliki med vozilom na klasična pogonska goriva in vozilom na električno energijo. Ena je seveda sam energent in dejstvo, da je ta energent isti kot v vašem domu ali vašem podjetju, popolnoma identičen, ni za zanemariti. Druga, po našem mnenju, mogoče še pomembnejša razlika je, da so pa električna vozila, tudi hibridna vozila, bistveno bolj digitalizirana in informatizirana od vozil na klasična goriva. Kje se to najbolj pokaže? Prav pri dejanju polnjenja. Torej, ko vi priključite električen avto na polnilni stebriček, se zgodita dve stvari. Prvič, nakup oziroma polnjenje ni anonimno. Identificirate se kot uporabnik s kartico, identificira se tudi vozilo. Poteka tudi dvosmerna izmenjava informacij med polnilno infrastrukturo in vozilom. Torej, avto pove nekaj o sebi, stebričku, predvsem kaj potrebuje in koliko, stebriček pa nazaj, če malo parafraziram, pove, kaj mu lahko nudi na tem mestu. To je nekaj, kar se na klasičnem benzinskem servisu sploh ne zgodi, nikoli. Ta informacija seveda ostane v polnilni infrastrukturi, je uporabna za uporabniško izkušnjo na sami infrastrukturi in je uporabna tudi za upravljanje s to infrastrukturo. Potuje pa naprej. V našem primeru te storitve, potuje v informacijske sisteme skupine GEN-I. Tukaj se združi z že obstoječimi informacijami, ki jih imamo o naših strankah, ker vendarle storitev je namenjena našim obstoječim strankam in končni rezultat je ta enostavnost, ki je bila opisana. Obstoječi električni račun za eno dodatno vrstico, ki v resnici za tistim skromnim zapisom pokriva vso kompleksnost in poskuša izboljšati porabniško izkušnjo z vidika polnjenja električnega avtomobila. Na ta način verjamemo, da smo tudi na primeru e-mobilnosti uspeli najti formulo, način, kako lahko električno vozilo, ki zahteva oskrbo z električno energijo, ki je področje delovanja skupine GEN-I, polno vključimo v celovit koncept oskrbe doma z energijo. Torej, vozilo, čeprav je mobilno in se lahko polni kjerkoli, kadarkoli, z vidika uporabnika, ne nazadnje skozi to dejanje računa, izgleda, kot da je stalno doma in stalno priključeno na eno samo vtičnico za števce. To mislimo, da je tista dodana vrednost v tem pogledu. Hvala lepa. Hvala. K besedi vabim Sandija Kavaliča, vodja področja raziskav in razvoja, ki nas bo seznanil s pametnim sistemom za krmiljenje te polnilne infrastrukture. Prosim. Hvala, lepo pozdravljeni. Jaz bom samo še malo dodal k tej kompleksnosti in sicer z vidika uporabnika bolj z tehnološkega nivoja. Se pravi, ko se spustimo na tehnološki nivo samega izvajanja polnjenja, smo ugotovili, da obstaja več izzivov. Eden največjih je ta, da imamo probleme doma, tudi mi sami smo se s tem dejansko soočili in tukaj tudi potestirali, je priključna moč. Imamo probleme priključne moči, imamo probleme obračunske moči, imamo zelo veliko pesimistov v smislu tega, ali bo električno mrežo vse to zdržalo. Mi smo se tega lotili tako, da smo na 3 lokacijah postavili testna in razvojna polja. Ta testna in razvojna polja uporabljamo in pa izkoriščamo na način, da bomo uporabnikom razvili rešitve, s katerim ne bo treba nekih večjih dodatnih stroškov za nadgradnjo ali omrežja, ali priključkov, ali česarkoli v povezavi z samo infrastrukturo. Kako se tega lotevamo? Tega se lotevamo tako, da izkoriščamo vse najbolj napredne tehnologije, ki jih danes
poznamo oziroma ki mislimo, da bojo potencialno omogočile to, kar sem predhodno povedal. In sicer tako, da dajemo poudarek ne na sami infrastrukturi in po domače rečeno kablih, ampak vso znanje probamo izkoristiti na način, da z pametnimi in naprednimi algoritmi omogočimo to, da ne bo treba višati priključnih moči, dodatnih inštalacij in tako naprej. To lahko enostavno povemo na način, da recimo, da imamo 10 avtomobilov, 20 ali pa 100 avtomobilov na parkirišču, v garaži in tako naprej. Same stavbe, zasnove in njihovi energetski del ni bil zasnovan in v osnovi namenjen temu, da polnimo tako veliko količino avtomobilov ali pa priključimo neko veliko količino porabnikov. Kaj je pa prednost dejansko samih avtomobilov in pa vse te naprednih tehnologij, je pa to, da lahko selektivno polnimo tiste avtomobile, ki imajo manjšo energijo v baterijah, selektivno polnimo tiste avtomobile, ki imajo večjo potrebo dejansko po polnjenju in recimo tiste, ki so za to tudi pripravljeni tudi plačati. Se pravi, ni samo energijski del, niso samo storitve, treba pogledati tudi ta drug del in sicer na moč in to moč bomo dejansko zagotovili z pametnimi algoritmi. Hvala. Sandi, hvala. Besedi bi povabila še našo Mašo Švab, vodja oddelka za elektromobilnost, da nam predstavi uporabniške izkušnje z električnimi avtomobili. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Kot so že moji predhodniki povedali, smo se odločili oziroma se je skupina GENI zavezala k elektrifikaciji našega voznega parka in ob hkratni kompleksnosti uporabniške izkušnje smo imeli pravzaprav pred sabo tudi izziv razbijanja mitov iz področja elektromobilnosti oziroma uporabe elektrificiranega voznega parka tudi med našimi zaposlenimi. Tega smo se odločili pravzaprav zelo odločno in sistematično, pri čemer se je kot prvi in največji izziv izkazal tako imenovani range anxiety oziroma strah pred dometom. Prvi korak v naslavljanju tega izziva je bila pravzaprav elektrificirana vožnja med vsemi našimi lokacijami, torej v Krškem, v Novi Gorici in pa v Ljubljani. Ko je šel ta korak dokaj brez kakšnih večjih težav preko, smo se pač odločili stopiti še en korak dlje. In sicer smo naš električni vozni park ponudili v uporabo našim zaposlenim v prostem času, torej večinoma je to preko vikenda. Na ta način smo pravzaprav dobili nek poligon in manevrski prostor za testiranje naših razvojnih storitev, produktov, informacijskih sistemov in napredne polnilne infrastrukture. Hkrati smo pa pravzaprav pridobili zelo dragoceno povratno izkušnjo, se pravi te uporabe električnih vozil strani naših zaposlenih. In na podlagi zdaj bom rekla nekje slabega leta spremljanja teh povratnih izkušenj in predvsem na podlagi anket, ki jih naši zaposleni pridno izpolnjujejo, so se pokazala nekje dva ključna razloga, kako nasloviti ta range anxiety in razbijati neke mite med zaposlenimi, s tem, da bi jaz lahko to posplošila, mislim, da tudi pravzaprav kateremu koli drugemu bodočemu uporabniku električnih vozil. Eno je zagotovo informiranje in pa izobraževanje naših zaposlenih, kar pač delamo redno na vseh naših lokacijah. In pa druga stvar je, da so uporabniki električnega vozila s tem vozilom v stiku večkrat, se pravi v različnih vremenskih razmerah, ali je to vroče, ali je to pozimi, ko je sneg in hladno. In na ta način pravzaprav ljudje oziroma vsi uporabniki dobivamo uporabniško izkušnjo in neko povratno informacijo, ki vsekakor ni zastrašujoča, ampak kvečjemu obratno, zelo pozitivna. Tako da danes lahko z veseljem rečem, da med zaposlenimi v skupini GENI poteka nek tak navidezen boj, kdo bo za pač prevoz med lokacijami in na terenu dobil v uporabo na električno vozilo. Hvala lepa. Najlepša hvala. K besedi bi povabila še direktorja tehničnega področja pri Elektro Ljubljana, doktorja Jurija Curka. Hvala, da ste mi dali besedo, tudi meni. V Elektro Ljubljana smo in v sistemu Gremo na elektriko smo zelo veseli, da lahko v sistemu pozdravimo takšnega partnerja, kot je GENI. Nekako naša usmeritev razvoja samega sistema za polnjenje električnih vozil Gremo na elektriko deluje nekako na odprtosti,
To se pravi, da poskušamo čim več partnerjev povezati in zaradi tega so pač dobrodošli še sploh pač taki inovativni veliki partnerji, kot je GEN-I. Naprimer, sam kot primer od polnilnic, ki jih upravljamo, je približno samo polovica jih dejansko v naši lasti, druga so od partnerjev, to se pravi, da povezujemo različne lastnike polnilne infrastrukture in mislimo, da je to tudi ena pač poslanstvo na naši strani, zaradi tega, ker s tem imajo tudi, pač bom rekel, manjši ponudniki, manjši lastniki te polnilne infrastrukture možnost se vključevati v, bom rekel, svetovne, regionalne tokove, kakorkoli pač temu rečemo. Ker po drugi strani je pa naša glavna skrb to, da pač skrbimo za povezovanje sistema in to mislimo tudi naprej delati in zaradi tega pač verjamemo, da je tudi to eden od razlogov, zakaj je pač naš sistem največji in upam, da ga bomo tako pač tudi naprej razvijali. Z novimi partnerji, bom rekel, tudi na področju ne samo polnilne infrastrukture, to se pravi pač samih polnilnic pa to, ampak bom rekel tudi trženja energije in tako naprej, pa prihajajo pač nove storitve in nove ideje, ki verjamem, da bojo pač tudi v prihodnosti pomagale nadaljnjemu razvoju sistema Gremo na elektriko. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa, če imate kakršnakoli vprašanja, so vam govorci na razpolago. Mogoče samo eno vprašanje, a je to, da se predsednik uprave vozi z elektriko, tudi vpliva na zaposlene pozitivno? V resnici ni, da se je samo predsednik. Prvi avto, električni, ki smo dobili v hišo, je na začetku imel na razpolago vsak član uprave NPH. Avto ni od predsednika, niti približno. Potem smo ta avto, smo jih dodali nove in smo jih vse krožili. Spravi, na začetku, ko je bilo pomanjkanje avtomobilov izrazito, nismo privatizirali, a ravno obratno. Dali smo zgled, bili smo prvi v upravi, potem smo pa te avtomobile zaokrožili med zaposlenimi. Tako da, to je definitivno delovalo pozitivno, ker tudi šefica e-mobilnosti je enak zgled dajala z manj zmogljivim avtomobilom, tako da je bila še bolj pogumna od uprave. Tako da uprava je imela malo bolj zmogljiv avtomobil, baterijo, medtem ko nekdo, ki je moral na terenu preizkušati, je se moral uživeti še malo bolj v stresne razmere, tako da je bila stremnik, ampak poanta je bila v kroženju. Ta izkušnja, spravi uprava, seveda daje zgled, ampak ne zgled z vidika prestiža, temveč zgled z vidika, če hočete, poguma, gremo prvi, potem pa tudi vsi ostali temu sledijo. Z istim avtomobilom, ne z nekimi manj vrednimi avtomobili. Zdaj je pa že res, da je že avtomobil toliko v hiši, da ima predsednik večkrat pravico, da se vozi z istim avtomobilom, da. Mogoče še zagotavljanje energije, pravzaprav, za to parkirišče, pa za druge lokacije, a je dosti distribucijsko omrežje? Ja, torej, eden od namenov, ki je bil predstavljen, je, najprej treba vedeti, ta garaža, tako kot nobena druga garaža, ni bila projektirana z namenom elektrifikacije. Kar pomeni, je bilo treba najprej pogledati dobesedno načrte, ugotoviti, kaj lahko spravimo v garažo brez posega. In veste, kaj smo spravili? Končno eno polnilnico. Zato sem rekel, ena ni problem. Ta drugo bi še stisnili, so že solastniki stavbe imeli že, boste stavbo ven vrhli. Pa je minorna moč, ampak boste vrhli ven. Je bilo treba takoj v naslednjem koraku iz ena naprej iti v dobesedno lastni izvod, iz trapa postaja, mislim, da je bil, ki je tle gor nekje zunaj. Spravi, ni tako daleč, ampak je bilo treba speljati, spravi lasten kabel, ki je namenjen samo napajanju te infrastrukture. Ni važno, koliko debel kabel daš, prej ali slej je pretanek. In ne vem točno, kdaj nam bo zmanjkalo in bo treba še enega in tudi ne vem, kdaj bo zmanjkalo v trafo postaji prostora, če ne bomo uporabljali pameti. In to je to, kar je bilo prej rečeno. Dali smo kabel, zdaj pa preden bomo šli v nov kabel, ker dodajamo ves čas polnilno infrastrukturo, ker se pač število polnilnic in število avtomobilov raste, bomo poskušali z tem tako imenovanim upravljanjem odjema, pametnim upravljanjem odjema, zmanjšati potrebo po tem,
da bomo res šli v povečevanje priključne moči. Ne toliko zaradi stroška, kot zaradi tehnologije. Zato, ker verjamem, da samo z dodajanjem hardverja pač ni to najbolj optimalna pot. Bomo probali dodati še kaj pameti, preden bomo šli v jačanje hardverja. Koliko daleč smo od tega, da imamo še zdaj izziv, še nismo prav dosti, daleč ni zaradi tega, ker dodajamo. Danes je tle sorazmerno malo avtov, ki so vsi zunaj, pa še na poti so eni, tako da jaz ne vem, kdaj nam bo zmanjkalo, to Sandi ti bolj veš. Ja. Mogoče malenkost napolnim, morda smo premalo poudarili. Vse polnilnice, ki jih imamo tukaj, so bile primarno, niso bile vodljive. Spravi, ne moramo moči prilagajati tako, kot si sami želimo. Zdaj smo jih nadgradili, en del jih bomo pa še. Se pravi, preden gremo v večanje priključne moči, oziroma debeline kabla, po domače rečeno, bomo probali z pametnim pristopom polnjenja to dejansko se temu probati izogniti. Kako? Dam sam primer. Vsi, ko pridemo zjutraj, pridemo v službo in dajmo reči, da nam uspe istočasno uštekati te avtomobile. V takem primeru je potreba pomoči neznanska. In če gledamo na ta način, bo treba preveliko predimenzionirane kakršnega koli inštalacij in to bi nas predrago stalo. Če pospemo samo zamakniti polnjenje, pa to je najbolj enostaven primer, samo zamakniti polnjenje in narediti neko sosledje polnjenja, že rešimo velik del problema. Če pospemo dejansko z vso digitalizacijo, ki je pred mano Andrej omenil, dobiti informacije o stanju baterije, lahko delamo pa še bolj pametne algoritme. Recimo, da pride nekdo, ki ima 80% poln avto. On ne bo rabil celotno moč, da napolne v natanko, 10 minutah do 100%. Rabil bo tisti razpoložljivo moč, ki bo prišel z avtom, ki ima, recimo, da temu rečemo state of charge, se pravi, polno baterijo samo 10%. Tisti mu treba dati čim več. Zato, da ne bo imel tega range anxiety-ja, ko se bo odpeljal z garaže ven, da ne bo domov prišel, recimo, če nekje oddalje. Nekaj pa je še pomembno. Ko smo mi avtomobile tudi spremljamo njihove energetska stanja in tako naprej. Ta energetska stanja nam kažejo, da je večina teh avtomobilov ne pade, spravi baterija, poraba baterije ne pade pod 60-50%. Mi pa ne rabimo take velike moči za napolniti to, recimo iz 50 na 100. Mi lahko počasi polnimo. Seveda so potrebne velike moči na zelo velikih razdaljah, ker hočemo čim prej priti, recimo na dopust na Hrvaško, ampak to ni garaža. To so neka večja, pa recimo da javna polnilna mesta, pa še ta selektivno določena tam, kjer je to potrebno. Tukaj pa iščemo mi rešitve za garaže, za parkirišča, tako v večstanovanjskih blokih, tako na parkiriščih, recimo da, veleblagovnici itd. In to so te dejansko rešitve z uporabo čim bolj naprednih tehnologij, da ne rabimo dejansko denarja trošiti na moči, ki bomo rabili natanko 1 uro in potem v celem dnevu več nič. Jaz bi sam še se navezal, ker je odlična istočnica in še poudarja tisto, kar sem jaz hotel povedati. To je možno samo zaradi digitalizacije in zaradi tiste komunikacije in izmenjave informacij med avtomobilom, uporabnikom in polnilno infrastrukturo. Zato tudi verjamemo, da v resnici avtomobili se bodo dolgoročno, spravi, v prihodnosti polnili tam, kjer pač stojijo in to z močjo, s pametjo, ki je potrebna danim razmeram. In hkrati ta pamet, in to je njena dodana vrednost in tudi izziv, bo omogočala še vedno enako uporabniško izkušnjo, kot jo imamo danes, kot te pameti ni. To je naša vizija, ki jo bomo poskušali. Še boljšo, najmanj enako. Niti enkrat se mi bilo treba staviti na Petrov v zadnjih 6 mesecev. Ok. Je konkurenca, tako da to je boljše. No, ker ti včeraj so rekli pravzaprav, da se poraba zaradi polnjenja električnih avtomobilov poveča ravno takrat poveča pravzaprav konico. Čez dan, ker je že tako največja poraba elektrike. Ok, ni čista konica, ustvarja se nova konica zjutraj ob prihodu na polnilno mesto, kjerkoli že to je, lahko je javno, lahko je v službi in ustvarja se zvečer, ko pride domov. In najbolj trenutno v sistemih, ki imajo večji delež električnih avtomobilov, je problematična večerna konica. Pravi, ko se ljudje vrnejo. Tudi ta je popolnoma nepotrebna. In tisto, kar mi dokazujemo je, ker vemo, da je nepotrebna, kako s to konico ne samo upravljati, da ne bo problemov, ampak kako jo obrniti v bistvu v prid sistema. To je ta izziv, ker
Kot Sandi pravi, polnilnica, ko je prišla, ko smo jo mi kupili, ni imela nič od tega. Niti ni imela pametni, niti ni imela nadgradnje firmwarja, ki bi omogočal to, o čemer govorimo. In mi kot integrator smo se zato tega lotili, kako nadgraditi polnilnice, da bodo zares pametne in jih povezati v enoten sistem. No, ena stvar, ki smo samo pozabili omeniti, mi imamo sistem, s katerim danes lahko spremljamo, ne samo polnilnice, bomo stavili na tem, vsako polnilnico v državi, kakšno je njeno stanje, ne glede na to, čigava je, če je povezan naš sistem. Čigava je, kakšen avto je gor in kakšno je stanje. Tako da, sistem, ki je vzpostavljen, je, da se lahko centralno nadzira in s tem tudi pomaga sistemu, ker centralno mu lahko pomagamo, da so izzivi s konicami ali pa v nizkonapetostnem omrežju manjši. Še eno vprašanje, če lahko. Kakšno mesto pa imajo tukaj gospodinstva, da rečem, z vašimi sončnimi elektrarnami za samooskrbo in možnostjo polnjenja doma? V resnici se navezuje, nima veze. Recimo, že Norvežani ugotavljajo, da 85% vseh polnjenj se odvija na 2 lokacijah. Prvenstveno doma ali pa v službi. Najprej doma, potem pa v službi. Vse ostalo je bolj namenjeno tranzitu, kot čemurkoli. To bomo ostalo spustil. Mi smo namenoma prikazali danes tukaj, zaradi tega, ker tle hitreje lahko pokažemo na eni lokaciji, kar pa ne pomeni, da sistemov s hišno samooskrbo, ki imajo tudi polnilnico, nimamo. Imamo, in so tudi te povezani v ta sistem, o katerem sem prej govoril. Tako da že danes smo v stanju povezati to opremo na isti način in jo tudi kasneje pametno upravljati. Se pravi, ista tehnologija, isti sistem in isti principi so prenosljivi iz garaže kamorkoli. Tako da, to je ta lepota garaže in garažnih firm. Ker nisi omejen samo na garažo, omejeni smo samo danes na njo, v resnici je pa popolnoma isti princip delovanja prenosljiv kamorkoli. Lepota samooskrbe je pa ta, da seveda, če imaš sončno elektrarno in zato to mi združujemo pod Geni sonce, potem je lahko tvoja sončna elektrarna, tvoja dobesedno naftna črpalka, namenoma naftna črpalka za nedoločen čas. To pomeni, ne rabiš hoditi nikamor, lahko se oskrbuješ z dobesedno skoraj vso energijo doma iz svoje lastne elektrarne. In ker imamo še sistem net meteringa, ki itak izravnava in omogoča hranjenje viškov v omrežju in jemanja iz omrežja, ko rabiš, je to še bolj enostavno. Še vedno rabiš pamet, ker sicer povzročaš izzive svojim lastnim varovalkam, ker ti meče ven priključek zaradi priključne moči. In tle je tudi naša pamet uporabna v tem delu. Spravi, kako optimizirati za števcem delovanje naprav, da ni potrebe po ali višanju priključne moči ali pa da imaš izzive z metanjem ven iz omrežja. Vse, kar je tukaj, je skalabilno v celoti na kakršenkoli tip porabnika ali naprave. Koliko je trenutno polnilnic, po kakšni moči so? V celi firmi imamo 25 polnilnic, vse so, mislim, da so skoraj vse, moče so na 2 so te tako počasne 10 kW, ostale so 22, spravi na pol hitre, dovolj hitre, da napolnijo tudi Teslo v 4 urah, tako da dovolj hitre za to, kar potrebujemo. Avtomobilov imamo pa nekaj čez 35, tako da vse skupaj. Ste omenili, da niste na Petrolu že nekaj časa, kartica vaša bo s časoma delala, da imajo največjo, pa drugo največjo javnih polnilnih postaj. Naša kartica ima primarna ciljna publika so naši odjemalci. Zato verjamem, da bo kdo od ostalih ponudnikov infrastrukture dovolj nespameten, da bo nekaj časa blokiral uporabo njihove infrastrukture, ker bi sicer izgubil odjemalca. Ampak to ni naš problem, to bo njihov problem. Tako da mi se ne ukvarjamo z lastniki infrastrukture, ker vsi lastniki infrastrukture, ki ne bojo imeli notranjega konflikta interesov, s tem, da je to namenjeno našim odjemalcem, bojo z lahkoto sprejeli to kartico. Zakaj smo pa šli z Elektro Ljubljana? Ker so največji. In ker imajo ta, ne pozabiti na zadeve, bom zelo neposreden. Petrol deluje po sistemu izključevanja. Elektro Ljubljana, gremo na elektrika, deluje po sistemu povezovanja. Edina infrastruktura, ki povezuje danes, pa upravljalec infrastrukture, ki povezuje, je gremo na elektriko, beri Elektro Ljubljana. Mi smo tudi povezovalni člen. Mi nikogar ne izključujemo in tole je odprto za vsakega lastnika infrastrukture. Do zdaj smo najdli sogovornika v Elektro Ljubljani, celo v ELS-u, na kakšni drugi strani pa še ne, ampak
bojo pa sami prišli pameti. Jih ne rabimo na silo spravljati. Pa by the way, res by the way, jaz se vozim vsaki dan, 100 km v eno smer. Vsaki dan. Ne rabim hitre infrastrukture na črpalkah, katerikoli, tudi do OMV-ja. Jih ne rabim. Če imaš urejeno polnilno infrastrukturo ali v firmi, ali doma, dovolj je, jaz doma je nimam, imam samo v firmi, je dovolj za 200 km na dan. Ko pa grem na dopust, si bom pa sposodil avto, v katerem sem dobro počutil, pa če tudi še danes mogoče ni električen, če ne bi imel dovolj supercharger na poti. Tako da je ta infrastruktura, o kateri govorimo, javna, ima sorazmerno omejeno uporabnost na dolgi rok, ker večino potreb lahko pokriješ na teh dveh lokacijah. Danes, ko še ni, nekdo, ki je v bloku in ki v službi nima, se mora posluževati te na pol hitre, potem gremo na elektriko in ne rabi hoditi na pumpo. Na pumpah so popolnoma drugi tip porabnikov, polni na pumpah avtomobile. Mi hočemo narediti ta most, če hočete, med tistimi, ki tega ne potrebujejo. In tega je 85% vseh porab v vseh normalno razvitih državah. In Sloveniji bo isto, vse je že v resnici. Tako da ni problem, koliko polnilnic imaš, vprašanje je, koliko energije pretočiš na katerem tipu polnilnic. In tle je statistika popolnoma jasna in bo šla tudi Slovenija po tej poti. Vse v resnici že gre, samo da nihče te statistike ne zbira. Bi bilo za kakšno večjo serijo polnilnic pametno, če bi se povezali recimo s prenosnim omrežjem? Mi se že, sem že prej omenil, mi se že povezujemo, ko razmišljamo za res ultrahitrih, da pravih ultrahitrih, ne teh 50 kW. Takrat se itak postavi vprašanje lokacij in takrat ni optimalna lokacija nobena od obstoječih, ampak so optimalne lokacije, ki so ali zelo blizu stikališča visokonapetostnega ali pa zelo blizu elektrarne. Seveda mora biti to blizu avtoceste se, to ni tak problem. Je kar dosti kablov, vidite, kar je mimo avtocest. In v resnici se bo za ultrahitre, po mojem mnenju, vzpostavljale nove destinacije, ne pa obstoječe. To sem prepričan, zaradi tega, ker omrežje ne bo zdržalo na katerikoli od obstoječih črpalk, ne bo zdržalo več kot 2 ali 3. In ne bo se splačalo delati daljnovodov do črpalk. Nikoli. Ampak bomo postavili polnilnice zraven daljnovodov, ker je to 100-krat ceneje. Danes sem jo prvič probal pred 15 minutami in deluje. Moj avto se polni. Okay? Tako da, sej vsak od avtomobilistov, ki pove, kaj je problem, tak šop kartic pa še nobena ne deluje. Seveda se bomo povezovali, če se lahko povezujemo v Sloveniji, se bomo povezovali povsod, bomo pa šli zelo, vse če počasi, ker naš glavni namen je olajšati uporabniško izkušnjo na 85%, ne na tranzitu. Jaz povem, ko grem jaz na dopust, se niti ne mučim z električnim avtomobilom, reč vzamem priključnega hibrida in zato, da se ne ukvarjam s tem, ker mi je to 100-krat bolj enostavno. In je v tej mestni fazi, tudi izkušnja, ki jo imamo z zaposlenimi, je zelo najbolj enostavno in imej električni avto za vsaki dan. 3-krat leto, ko greš na dopust, najami priključnega hibrida in smo vsi srečni. Mi jim to omogočamo, da vzame priključnega hibrida, ko gremo na dopust in smo vsi srečni. In se sploh ne rabimo ukvarjati potem, ko gremo na dopust, ali kartica deluje na dopustu ali ne in kje so polnilnice. Takrat gremo na črpalko. Ampak samo, ko gremo na dopust. V eni kasnejši fazi bo to seveda, čez 5 let bo to popolnoma drugače, ampak danes je to najbolj pragmatična rešitev. Ker mi ne iščemo, tehnološko je zahtevno, kar počnemo, pa z vidika uporabnikov iščemo vse, kar je najbolj enostavno, kar razume vsak. In jaz sem tle dobesedno idiotski uporabnik in če za mene velja, če je za mene dobro, verjamete, da je za vsakega. Ker sem zelo komod.